Danes se bom izrazila skozi grleno čakro. Zato, ker je to tematika današnjega videa. Kot vidite, sem oblečena v modro, ki je tudi barva naše pete čakre, torej grlene čakre, katero seveda uporabljamo, da izrazimo sebe. Zdaj, ni nujno, da se izrazimo samo skozi besede, a ne? Lahko se izrazimo skozi risanje, skozi pisanje, skozi ples, potem skozi igro ali pa skozi glas. V bistvu je pomembno samo, da se izrazimo. Saj veste, če nekaj tlačimo, pa če nekaj ne moremo povedati, potem se to nabira na energijski ravni, torej na grlu, in imamo potem tam največkrat težave. Otroci veliko zbolevajo z anginami in to je zato, ker se ne morejo izraziti, ker jih mi odrasli skušamo preveč nekako stlačiti v te naše okvirčke, a ne? Oni bi pa radi samo povedali. Res je tudi, da otroci zbolevajo zato lahko, če so doma kakšne težave, če se starša ne razumeta, če se eden ali drug starš ne zna pogovarjati z otrokom, a ne? Tudi zato otroci zbolevajo. Tako da je dobro včasih malo pogledati si, če slučajno imate doma bolanega otroka, zakaj je do tega prišlo. Pa nič se obsojati, samo da se zavedate in da potem naredite tako, da je prav za vse. Ja, torej, grlo. Grlo je treba ščistiti. Lahko se skričite, lahko se spojete, lahko pa govorite džiberiš. Poznate džiberiš? To je Oshova tehnika za čiščenje v bistvu tudi naših misli in mentala in vsega, kar nekomu nismo povedali. In če imate kakšno tako situacijo, ko bi želeli nekomu nekaj povedati, si najdite miren prostor, lahko greste ven, v naravo, lahko ste doma in začnete govoriti nerazumljive besede. In iz vas ne grejo vse tisto, kar bi vi želeli tej osebi povedati, pa niste, na način, da niso znane besede. Ok, recimo vam bom pokazala. In tako naprej. Smešno, ne? Ja, se je. Sploh, ko vidiš na delavnici tako ene 30 ljudi, ki v bistvu džiberiš govori in je dejansko res zelo, zelo smešno. Ko boste delali to, dajte si dovolj občutke ven. Ja? Ne gre res ven, ne pride iz vaših globin in ne gre ven, ne se sprosti. Potem pa na koncu se pa napolnite ali se uležete ali ne vem, si vizualizirate, kako pada na vas zlat dež. Zato, ker je tudi pomembno, ko enkrat damo nekaj ven, je treba nadomestiti z nečim novim, čistim, svežim. Ne? In dobro je potem se nekako napolniti. Zdaj, če niste tip, ko bi povedali, potem lahko napišete. Napišite pismo tej osebi. Prizadela si me, ne počutim se dobro v tvoji družbi, zakaj si to naredila in tako naprej. Ne? Vse dajte na papir, ja? Vse fino napišite in potem, ko boste napisali, si preberete in potem, če se le da, zažgite to pismo. In s tem, ko zažgete, usmerite svojo pozornost v namero, da naj se ščisti med vama vse tisto, kar je potrebno čiščenja. Vse zamere, vse čudne občutke, preteklost vajna, naj se skuri. Ja? Naj se skurijo te stvari. Če vam pisanje ne gre od rok, potem si dajte eno dobro glasbo in se splešite. Ali pa seveda kakšne karaoke in spojete ven, kar čutite. Ne? Tako da je zelo veliko načinov, kako očistiti grleno čakro, kako jo napolniti. Zdaj pa še ena stvar. Pri grleni čakri je pa ta, da je zadolžena tudi za naše odločanje. Ja? Torej, odločnost izvira iz naše grlene čakre. Če ste med
tistimi, ki se težko odločate, delajte tehnike za grleno čakro. Boste videli, da vam bo veliko lažje šlo od rok potem, lažje se boste odločali, bolj boste stali za svojimi besedami, ja, ker mi s tem, recimo, ko nekaj ne povemo, ko potlačimo, ne priznamo sami sebe, ne priznamo si, da jaz tako mislim, da jaz tako čutim, da si jaz to želim povedati. In je pomembno, da ne zgubljamo energije na tak način. Zato vam povem vse te tehnike, da nehate zgubljati to energijo, ampak da jo uporabite za to, da ustvarite tisto, kar si želite. In beseda je meso postala, pravi svetopismo. Le zakaj? Najprej je bila samo energija in potem je bila beseda. Zdaj so taki časi, tako visoke vibracije že na zemlji, da je treba zelo paziti, kaj govorimo. Sploh v čustveni reakciji. Takrat je pa še bolj pomembno, da se zavedamo, katere besede uporabljamo, na kakšen način. Jaz sama zelo pazim na svoje besede. Vse se zgodi, kdaj da mi kaj uide, ampak večino časa pa ne. Zato, ker se zavedam pomembnosti tega, ker vem, da z besedo ustvarjam, kreiram svoje življenje. Ja, naj bodo naše besede srčne. Naj bodo usklajene z nami in dovoljmo se izraziti in pokazati, kdo smo. S temi besedami vas zapuščam. Imejte lep in čudovit dan in še lepše življenje. Lepo se imejte, pa se vidimo v drugem videu. Čau, čau!